Živijo Urška, po prvi neprespani noči po izselitvi iz Big Brotherja, kakšne so bile prve ure svobode, recimo temu? Prve ure svobode oziroma prvi trenutki, v bistvu sama nisem dojemala, v bistvu bila sem res vesela, presrečna sem bila. Po enem mesecu izolacije je res en poseben občutek, ko prideš ven med ljudi, ne. Vidiš kakšen nov obraz, ali vsaj drug obraz? Ja, vsak obraz, ki je drug, je zanimiv, tako da vsakega človeka je lepo videti, potem v zunanji svet res lepi občutki, nepopisni, no. Lepo je iti noter, še lepše iti pa ven. Aleš ti je že čestitev? Ja, Aleš mi je že čestitev, ja. Kaj ti je povedal? Čestitev mi je same pozitivne stvari, tako da... Big Brother izpolnil tvoje pričakovanja. Po kaj si pravzaprav prišla v to hišo? Ja, točno to, kar sem si želela, to sem dosegla. V bistvu hotela sem ljudem pokazati, da so mediji mene majčkeno narobe predstavili, oziroma da nisem neka razvajena punca, ne, ampak da sem čisto preprosta, ne vem, kot čisto preprosta dekle, tako da jaz mislim, da sem še presegla svoja pričakovanja, no, po odzivu ljudi, ki so bili res pozitivni odzivi in po odzivu komisije. Mislim, da sem lahko ponosna na se. Finančno se je splačalo? Kaj si boš lahko kupila? Nove feltne, zavarovala avto, sinu kakšne škorenčke? To je pa tako relativno. Ja, bomo šli po kakšne škorenčke, ja. Zdaj, ko je deževno vreme. Tako. Je veliki brat strog šef? Veliki brat je na trenutke strog šef, ampak jaz mislim, da je prav tako. Je pa tudi, zna biti pa tudi zelo, zna presenetiti, tako da veliki brat pričakuje nepričakovano. Mislim, da je to pravilo. Presenečenje pozitivno, ali pa recimo presenečenje, ki sem ga jaz videl v tvoji vlogi, je zelo vplivalo na te, je bilo recimo, da vam organizira kakšen žur. Ko se ljudje sprostijo, ko se začnejo pogovarjati, bi brez tega šlo v Big Brotherju znano? Govorimo o alkoholu. Brez alkohola. Ja, ne, pač mi v Big Brotherju so kar stroga pravila, oziroma pač mi nismo imeli nekega luksuznega proračuna, tako da smo imeli samo najnujnejše stvari. V bistvu tudi ni bilo cigaret, ni bilo kave, ne, večinoma smo bili pa vsi kadilci, tako da smo imeli kar krizo, ne. Vse to je fino, se telo malo spuca. Ja, telo se je definitivno spuca, tako da sem bila na kamiličnem čaju, dokler ga ni zmanjkalo, ja, spucala sem se 100%. Ampak noter tudi ni glasbe, ni televizije, ni nič, v bistvu smo res izolirani od sveta, ne, tako da potem smo se začeli, pač, oziroma nekateri, no, so se začeli...